Gospoda Jožeta Kralja smo nekaj dni pred cvetno nedeljo našli kje drugje kot v njegovi delavnici. Že nekaj let je v času pred veliko nočjo zaposlen z izdelovanjem butaric, ki jim na Gorenjskem rečemo begance. Tradicija izdelovanja beganc je že dolgo prisotna v njihovi družini. Včasih so jih kar v hiš pri kmečk peč divali. Sam se je učil od svojega očeta. Firpcali smo kako dela, da smo sami poznali. Vsako leto jih naredi okoli 15 do 20, odvisno od naročil. Eno ali pa dve mora biti res velike. Drugače so pa v glavnem takole, tale velikosti. V različnih delih Slovenije se butare razlikujejo po svoji sestavi in obliki. Osnova vsake begance je ročaj, ki ga sestavljajo več vrst lesa. Te je potrebno dobro zvezati skupaj. Da bi včasih mogel imeti 3 roke. Bi šlo lažje. Ja. Kaj vse uporabimo za beganco, je odvisno tudi od lokalnega rastja. Vsaka po pravilih vsebuje 7 sestavin. Več o tem nam je na delavnici izdelovanja beganc na Bohinjski Beli povedal Davorin Bernard. To so leska, vrba, drena, hudobitena, to je dobrovita po slovensk, oljka, kramper, to je brin, bezek, bezgec, pa mislim, da sem že kar vseh 7 naštel. Že v preteklosti so begance krasili z jabolki, pomarančami, papirnatimi trakovi in tudi s cvetjem. Sosed gospoda Jožeta, ki tudi sam še kdaj naredi kakšno beganco, se spominja zanimive zgodbe. Včasih so bile pomaranke nekaj luksusa in meni mama pripovedovala, da včasih imeli na cvetno nedeljo v Gorjah prišel pred cerkev en možakar z eno veliko korbo pomarank, kjer so sekali pomaranke. Večina poznamo sekanje pirhov, vemo, kako gre to. Sekajo se lahko na 2 načina, se reče naprijeto, to se pravi to, da kovanc samo stoji gor, lahko pa to, da mora biti v skrit. No, in te pomaranke so se mogle sekati na skrito, to se pravi, je mogel to kovanc noter dati, da je šel pomarančo in pa je bila pomaranča njegova. Seveda, en so lahko to prvošili, en ne, in ponavadi pa je tiste pomaranče so se razdelile pa za veselje otrok. Ti dodatki, velikost in sestava so v preteklosti odražali socialni status lastnika. Med seboj so tekmovali, kdo bo imel večjo beganco. Otroci smo se pa zmeraj šli, kdo ima več. Pa smo jih pa postavljali tukaj pa gledali, kdo ima več beganco. To smo bili gavnari. Po ljudskem verovanju pa blagoslovljene begance ščitijo dom in odganjajo nesrečo. Beganca se pa poši in to se pa je uporab za pride nov let, ker se žegnajo domov in se pač pokadi na božičen večer, na novoleten večer pa na 3 kralje. Včasih so pa tudi kaj dal gor, če so rekli, da če je bila huda ura, če je grmel proti toči, proti temu. So rekli, da pomaga, to navejo, pomaga, ampak noben še ni rekel, da škodi. Najdaljša slovenska butara je merila skoraj 304 metre. No, meni je gospod Jože podaril precej manjšo. Na koncu sva nanjo privezala še jabolko in beganca je nared za nedeljski žegen.